Danes v Pomurskem dnevniku. Gibanje Svoboda s programom za evropske volitve. Vloga romskih medijev. Ulična četvorka v Murski Soboti. Dan Špargljev 2024. Jutri bo pretežno oblačno, ponekod s plohami. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Stranka Gibanje Svoboda je na včerajšnji novinarski konferenci predstavila program, s katerim se podaja na evropske volitve. V evropsko tekmo štartajo s sloganom V Evropi s svojo glavo. Ta pa po besedah evropske poslanke in nosilke liste Irene Joveve naslavlja tisto, kar ljudem pomeni največ. In to, kar ljudem največ pomeni, so mir, enotnost, zdravo okolje, dobre možnosti za svoboden način življenja. V stranki z rekordnim številom poslanskih mest, Gibanju Svoboda, v programu, s katerim vstopajo v boj za evropske volitve, poudarjajo zagotavljanje miru. Kakšni so predlogi na področju migracij? Predlagamo finančno in številčno okrepitev Frontexa ter vzpostavitev posebnega evropskega organa za koordinacijo ustrezne integracije priseljencev. Pri tem moramo vedno imeti v mislih, da se varnost in solidarnost ne izključujeta. Kot dodaja, je treba Unijo narediti odporno za prihodnje generacije. To pa je možno le z zagotavljanjem miru. Enotnost, ki smo jo pokazali in jo še vedno kažemo pri obsodbi ruskega agresorja in podpori ukrajinskemu ljudstvu, moramo pokazati tudi pri obsodbi izraelskega agresorja ter podpori palestinskemu ljudstvu. Glede zelenega prehoda nosilka liste pravi, da ima ta v zadnjih letih negativen predznak, a ob tem tudi ni smiselno, da bi se izničila vsa dozdajšnja prizadevanja. Za voljo planeta absolutno moramo nadaljevati z zmanjševanjem toplogrednih plinov, se pa zeleni prehod seveda ne sme izvajati na plečih ljudi. Zagovarjamo pristop tržnih mehanizmov, kjer stroške za zmanjševanje toplogrednih plinov nosijo predvsem veliki onesnaževalci, za nove čiste tehnologije pa se zagotavlja dovolj sredstev za razvoj. In to tudi s subvencijami, ne s prepovedmi, dodaja. Na področju kmetijstva se znova poudarja pomen zdrave in lokalno pridelane hrane, pa tudi pravica do pitne vode. Na področju kmetijstva moramo, glede na to, da imamo po večini v Sloveniji manjše, srednje velike in ekološke kmetije, si moramo prizadevati, da bodo ravno te dobile največjo priložnost v sklopu zelenega dogovora. Da bodo dobile največjo subvencijo, predvsem si pa moramo prizadevati, da jih razbremenimo papirologije. Izpostavljen je bil pomen obnovljivih virov energije, pa tudi odvisnost od drugih držav. Večino fosilnih goriv in pa plina, tudi manjšega drugih delih energentov uvažamo iz tujine, iz drugih držav in ravno zato moramo začeti še bolj aktivno uvajati zeleni dogovor, predvsem področje obnovljivih virov energije, elektrifikacijo, zato da probamo ratati čim bolj neodvisni. Programske točke še določajo, da bi bilo treba po zgledu minimalne plače določiti tudi minimalne pokojnine. V stranki so izpostavili še pravico žensk do varnega in brezplačnega splava, prav tako pa se zavzemajo za ničelno toleranco Evrope v boju proti korupciji. Svobodo medijev, pravico manjšin in enakopravnost vseh državljanov. Napovedali so tudi zavzemanje za plačana pripravništva na ravni Evropske unije, znižanje starosti za volilno udeležbo na 16 let povsod, prenehanje premikanja ure ter omejitve digitalnega nadzora prek ciljnega oglaševanja in trgovanja z našimi podatki. V Ris dvorcu Rakičan je danes potekala okrogla miza o vlogi romskih medijev in informiranju o aktualnih razmerah na tem področju. Rdeča nit so bili pogovori o tem, kako pomembni so romski mediji za romsko skupnost ter kako še poglobiti sodelovanje na evropski ravni. V dvorcu Rakičan je danes tekla razprava o tem, kako pomembni so romski mediji za romsko skupnost širom Evrope. Po besedah predsednika Zveze Romov Slovenije, Jožeka Horvata Muca, igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju romske identitete in kulture. Pomembno je, da se romski mediji tudi povežejo, da imajo nek stik, bom rekel, koordinacijo dela
In prav ta konferenca je danes namenjena temu, da se nekako pogovorimo, ugotovimo, kaj so tudi naše skupne točke. Vem, da je jezik tisti, torej nacionalni jeziki so tisti, ki nekaterim delajo skrbi, ampak tukaj je romski jezik, ki nas pa potem nekako združuje in bi romski jezik moral imeti tisto vlogo, ki bi imel piko na i. Po besedah Horvat Muca bi morali romski mediji poleg informativne tematike pokrivati tudi tisto kritično, za nekatere Rome morda tudi manj prijetno tematiko. Mi se moramo zavedati, da pravzaprav večinoma mediji o Romih poročajo o negativnih stvareh, torej romski mediji bi potem morali poleg tudi teh negativnih imeti vlogo, da poročajo tudi o pozitivnih, poročati tudi o informacijah, o dogodkih, ki se dogajajo znotraj romske skupnosti in pa seveda biti kritični, torej posredovati kritične vsebine, kadar gre za romsko skupnost. To je pravzaprav ta cela zgodba vsega tega. Okrogle mize so se udeležili predstavniki romskih medijev in drugi udeleženci iz večjih evropskih držav, denimo Nizozemske, Avstrije, Italije in Madžarske. Nagovorila sta jih tudi župan mestne občine Murska Sobota in v.d. direktorja Urada vlade za narodnosti Rok Petje, ki je poudaril, da pri krepitvi romskih medijev pomembno vlogo igra tudi država. Vlada oziroma urad podpira medije skozi sredstva, ki jih namenjamo. Lahko povem, da v letošnjem letu bomo namenili več kot 13 milijonov evrov za medije, za vse tri manjšine, torej za madžarsko, italijansko in pa romsko skupnost. Seveda od medijev, predvsem tistih romskih medijev, pa pričakujemo, da zagotavljajo kvaliteten in pa strokoven program, ki nekako promovira romsko kulturo, romsko življenje in pa navade. Eden od izzivov, s katerim se ob hitrem razvoju tehnologije prav tako sooča tudi romska skupnost, je sovražni govor na družbenih medijih. Tudi v tem pogledu romski mediji igrajo pomembno vlogo, da informacije posredujejo ažurno in ob pravem času. Kajti vedno, kadar se pojavi neka novica, informacija o Romih, potem se vedno to nekako, o tem se komentira zelo, zelo negativno. Torej, naš namen ni, da se komentirajo zadeve, ker to so dogodki, niso komentarji in jih je treba vzeti iz tega konteksta, kajti to je sprožanje sovražnega govora, diskriminacije in pa seveda antiromizma. Maturantska četvorka je postala simbolični zadnji ples dijakov. Preden se ti odpravijo na fakultete ali pa pozdravijo kakšne druge življenjske izzive. In ravno danes so se po Murski Soboti znova razlegali Štravsovi takti, ki so s sabo prinesli ulično četvorko. Četvorka je zgodovinski ples, ki ga v osnovni kvadratni formaciji plešejo 4 plesni pari. Formiral se okrog leta 1750, svojo priljubljenost pa je v nekoliko spremenjeni obliki ohranil vse do današnjih dni. Pomemben dogodek za dijake zaključnih letnikov in hkrati še ena prelomnica za maturante. Plesanje četvorke. Današnji dogodek je svoj vrh dosegel opoldne, ko so se mladi plesalci zavrteli v ritmih glasbe. Mednarodni plesni projekt se je tudi tokrat odvijal v Slovenski ulici. Maturante pa je pred samim plesom pozdravil tudi župan mestne občine Murska Sobota, ki je mlade tudi opomnil, da naj veselju navkljub popazijo drug na drugega ter na tujo lastnino. S tem uličnim plesom nekako danes zaključujete srednješolsko obdobje in praktično vstopate v svet odraslih. Čeprav še sledi tudi matura, na kateri vam seveda želim veliko uspeha in veseli smo, da ohranjate to tradicijo uličnega plesa v Murski Soboti. Danes je vaš dan, uživajte. Želim vam veliko sreče, srečno maturanti in maturantke. In na to seveda ples, ki je simbolično ponazoril vstop v novo življenjsko obdobje. V Sloveniji se je sicer plesalo v 17 mestih, pri nas ob Murski Soboti še v Ljutomeru in Lendavi. Zaplesali pa so tudi v Srbiji, Severni Makedoniji, Črni Gori ter na Slovaškem. Prebujanje narave in vse večja priljubljenost špargljev sta v Dolgo vas ponovno pritegnila mnoge. Dan špargljev je sedaj že stalnica, ki se vsako leto odvija v maju. Prireditev pa pripravlja kulturno-turistično društvo Feher Jani Dolga vas. Po slavnostni otvoritvi je bila vsem na voljo tudi kuhinja na prostem.
V najbolj špargljevi vasi se je v soboto že 11. odvil največji kulinarični dogodek, katerega glavne zvezde so šparglji, ki so znani ne le kot hrana, temveč tudi kot učinkovito zdravilo za marsikatero tegobo. Za še izdatnejšo dobro voljo je skrbelo tudi lepo vreme. Odlične jedi so pripravljali pridelovalci špargljev, družine Radikon, Gomzi, Jablanovec in Sarjaš, ter jih ves dan ponujali v živi kuhinji. Ob njih so na dogodku sodelovali predstavniki Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci, pa tudi kuharski mojster prekmurske vzorčne kmetije. Prireditev je potekala pred tamkajšnjim vaškim domom, ponudniki pa so za vse obiskovalce pripravili raznovrstno paleto jedi iz te vse bolj priljubljene zelenjave. Ponujali so razne specialitete, tudi špargljeve langoše in pice, špargljev golaž, celo špargljeve sladice in koktejl iz špargljev. Svoj prostor je našla tudi čisto prava domača tržnica. Program je bil obogaten z glasbo, za veselje najmlajših pa so poskrbela napihljiva igrala. Državljani Evropske unije vsakih 5 let izvolimo poslance Evropskega parlamenta. Nazadnje smo tako o njih odločali leta 2019. Tokratne volitve v Evropski parlament se bodo v državah članicah odvijale od 6. do 9. junija. V Sloveniji pa bomo na volišča šli v nedeljo 9. junija. V nadaljevanju še nekaj osnovnih informacij. Kratek 4-minutni dokumentarni film Uporabi svoj glas, ki ga predvajamo tudi na naši televiziji, je od 29. aprila, kar je bil objavljen, dosegel že približno 200 milijonov ogledov. Pomeni pa osrednji del strategije obveščanja parlamenta o volitvah. Vsebuje pričevanja starejših državljanov iz različnih držav Evropske unije, ki svoje izkušnje demokracije prenašajo na naslednje generacije ter predvsem poudarjajo, da demokracija in glasovanje nista samoumevna. Sporočilo, ki ga s tem želijo posredovati, je jasno. Ljudje naj uporabijo svoj glas, v nasprotnem bodo namesto njih in o njih odločali drugi. Evropski parlament je zakonodajna veja oblasti Evropske unije in ena od njenih 7 institucij. Junija bo tako po novem izvoljenih 720 evropskih poslancev. Njihovo število iz vsake od držav pa je določeno pred vsakimi volitvami. Osnova je število prebivalcev države. Slovenci pa bomo letos dobili 9 evropskih poslancev. Trenutno EU parlamentu predseduje Roberta Metsola. Vse odločitve, ki so sprejete v Evropskem parlamentu, pomembno vplivajo na naš vsakdanjik. Zato je pomemben prav vsak glas. Slovenci bomo lahko glasovali 9. junija. Predčasno glasovanje pa bo možno od 4. do 6. junija. Po novem je v mestu zaživela enota za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor, ki pa bo jutri, torej 22. maja, svoja vrata odprla tudi za splošno javnost. Če vas zanima, kaj se skriva za zidovi stavbe v Cvetkovi ulici in kakšno je poslanstvo arhiva, se lahko zglasite pri njih. Kajti za vas pripravljajo dan odprtih vrat. Zaposleni vam bodo ob 11. in 13. razkazali stavbo. Kot obljubljajo, pa boste lahko videli tudi zanimive primerke arhivskega gradiva. Sedaj pa še preverimo, kakšna je vremenska napoved. Današnji dan je bil oblačen in ponekod deževen. V Murski Soboti in Lendavi je bilo opoldne namerjenih 23, Radencih 22 in Krajinskem parku Goričko 21 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo padavine v večjem delu Slovenije prehodno ponehale. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 13 do 15, podnevi od 22 do 24 stopinj. V četrtek bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale plohe in nevihte. V petek bo nekaj več sonca. Popoldne bo v notranjosti države nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 11 do 13, čez dan od 23 do 25 stopinj Celzija.
Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.